Rad bi spregovoril nekaj besed o molitvi vere, oziroma o tem, kako naj molimo, kako naj prosimo stvari, tako kot je Bogu všeč. Zdaj, zavedam se, da je ta izraz molitev vere v nekaterih krogih zelo uporabljan in tudi zlorabljan, ampak če ga postavimo trdno na Sveto pismo, je to zelo, zelo pomembna stvar, pomemben koncept, pomembna ideja, ki jo moramo usvojiti, če želimo res moliti in prositi Boga, tako kot je njemu všeč, tako kot da njemu čast, tako kot njega res pravilno spoštuje, da tako rečem, a ne. No, izraz molitev vere ta izraz se pojavlja samo enkrat v Svetem pismu, pojavlja se v Jakobovem pismu 5:15 v kontekstu molitve za ozdravljenje. In zdi se, da ta izraz pomeni molitev, ki izhaja iz vere, molitev, ki je prepojena z vero, molitev, ki je storjena v veri. Imamo pa to bolj jasno pravzaprav v evangelijih na več mestih, recimo eno je v Marku 11, 22 do 24, bom kar prebral. Jezus reče učencem: imejte vero v Boga, oziroma celo dobesedno bi bilo vero Boga, se pravi vero, ki izhaja iz samega Boga. Resnično povem vam, kdor bo rekel tej gori, vzdigni se in se vrzi v morje, in ne bo dvomil v srcu, temveč verjel, da se bo zgodilo, kar pravi, se mu bo zgodilo. Zato vam pravim, za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli. In se vam bo zgodilo. Zanimivo. Se pravi, treba je verjeti, da to, kar prosiš, da se ti bo zgodilo. In zelo podobno imamo na vzporednem mestu v Mateju prav: resnično povem vam, če boste imeli vero in ne boste dvomili, tle še to pove, ne boste dvomili, se bo zgodilo. Če boste verovali, boste prejeli vse, kar boste prosili v molitvi. Se pravi, tukaj Jezus zelo jasno reče, da od nas, ko nekaj prosimo, da on pričakuje, da verujemo, da bo on to naredil. Oziroma, tako kot je v Marku, da se je že zgodil. Se pravi, da se bo zgodil, oziroma da se je že zgodil to, kar prosi, pravi v Markovem evangeliju. Se pravi, Jezus pričakuje, da imamo to kompletno zaupanje vanga, da nas sliši in da nam daje, se pravi, da molimo z vero, da on to naredi. Vse to vidimo dostikrat v praksi, tudi predvsem, kadar ljudje Jezusa prosijo za kaj. Jezus zmeraj vpraša: a verjameš? A verjameš, da ti jaz to hočem dati? In potem, ko človek reče: ja, verjamem, zaupam ti, Jezus reče: evo, je že tvoje. Se pravi, to je nek tak zelo osnovni vzorec zaupanja, s katerim častimo Boga. To moramo vedeti, ne. Boga pravzaprav najbolj žal naša nevera, naše nezaupanje vanj. V to, da dvomimo, da smo negotovi, a je on dober, a nam on hoče dati dobre stvari, dobre darove. In obratno, ko mi res zaupamo vanj, oziroma zdaj konkretno, ko zaupamo v Jezusa, ki je Bog med nami, s tem Bogu izkazujemo čast, s tem Bogu izkazujemo ta pravo spoštovanje, tudi ta pravo ljubezen. Tako da to vera ni nek tak mentalni salto, ampak je dejansko stvar stališče, drža človeškega srca do Boga, drža poslušnosti, drža ljubezni, drža spoštovanja, zvestobe. Ampak tudi zelo konkretno, zdaj govorim o drži v molitvi, ko prosimo za neko stvar, da dejansko verujemo, da nam Bog to daje in da se nam bo zgodilo. Verjemite, da ste že prejeli in se vam bo zgodilo, prav Marko. Se pravi, ta je še tako obrnjen, da ste že prejeli, preteklik, in se bo zgodilo. Verjemite, sedanjik, se pravi, tle je vse skupaj noter. Tukaj se vidi, kako na kakšen hecen način želi Bog posegati v naše življenje. Zdaj, seveda, tukaj moramo takoj dodati verovalko, ki je kar v Svetem pismu, in to pa je v 1. Janezovem pismu, ki govori spet o isti stvari. Dejansko ta tema je zelo široka, o tem bi lahko govoril ure, ampak ne bi zdaj rad na dolgo. Ta tema je zelo široka in mnogo mest govori o njej, no, ampak tole iz 1. Janezovega pisma 5, 14 do 15 je še eno tako mesto prav. In to je zaupnost, ki jo imamo z njim. On nas usliši, kadar ga prosimo po njegovi volji. In če vemo, da nas vsem posluša, za karkoli prosimo, tudi vemo, da že imamo, kar smo ga prosili. Spet vidimo isti
To je zelo podobna misel kot tisto, kar smo brali v Markovem evangeliju, s tem, da tukaj pa dodan tale stavek, kadar ga prosimo po njegovi volji. No in tukaj na ta način se izognemo tem mnogim zlorabam, ker vidimo, da nekateri ljudje prosijo, ne vem, za denar, za take ali druge stvari, luksuzne, ki jih ne rabijo in tako naprej, ne, ki pač jasno taka molitev je gnusoba Bogu in tle temu se moramo izogniti, ne. Seveda lahko tudi prosimo za preživljanje, takrat, ko to potrebujemo, ampak tukaj zdaj o molitvi vere govorimo pravzaprav pri stvareh, za katere vemo, da nam jih je Bog dal in ki so njegova volja. Ne. In dejansko je kar precej takih stvari, saj zato pravzaprav imamo Sveto pismo, da vidimo, kaj je Božja volja za nas. A ne. In se pravi, molitev vere nam v bistvu pomaga uresničiti Božjo voljo. To najprej in predvsem to, ki je že razodeta, ker Božja volja, ki je razodeta, je zelo velika in slavna in čudovita. In no, zdaj bi rad dal par konkretnih primerov, za katere stvari smo lahko prepričani, da lahko moramo v veri in nam bo dano. Najbolj prvi tak tipičen primer je molitev za modrost, ki imamo v Jakobovem pismu, takoj na začetku Jakobovega pisma, v vrstici 1. poglavje 5 pa 6. Če komu od vas manjka modrosti, naj jo prosi od Boga, ki jo vsem rad daje in ne sramoti, in da nam bo, prosi pa naj v veri, tle vidimo spet molitev vere, prosi pa naj v veri, ne da bi kaj dvomil. Kdor dvomi, je namreč podoben morskemu valu, ki ga veter dviga in premetava, in poznaj reče, tak človek ne misli, da bo kaj dobil od Boga. Spet tukaj vidimo, Jakob ima točno spet isto miselno naravnanost. Bog daje modrost in to je treba enostavno prositi v veri in nam bo dana. In zdaj treba pojasniti, kaj ta modrost tudi je, ker to ne gre, modrost se sliši mogoče malo tako bolj filozofsko, ampak tukaj gre za praktično pamet, tukaj gre za vedenje, kako praktično ravnati, sploh kako praktično ravnati v težavnih situacijah. Če pogledamo v kontekstu Jakobu, so kontekst preizkušnje, so težave, stiske. Se pravi, modrost, o kateri tukaj govorimo, je to, kako se prav vesti in kako prav ravnati in kako dobro narediti stvari, ki jih moramo narediti. In tukaj nas Sveto pismo zagotavlja, da ko se z vero, zaupanjem obrnemo k očetu, nam bo gotovo dana ta modrost, ta pamet, da bomo prav ravnali, da bomo dobro naredili in da bo Bog pač proslavljen preko vsega, kar se nam dogaja v našem življenju. Še drug primer, se pravi, kje smo lahko gotovi, da nam bo Bog, da je nekaj po Božji volji in da nas bo Bog uslišal. Gotovi smo lahko, da Bog uslišuje prošnjo in molitev za posvečenje, zato da smo popolnoma predani, da smo celovito z njim. Na kateri osnovi to vemo? Jezus sam je v bistvu rekel, ukazal, zapovedal, bodite popolni, kakor je popoln vaš nebeški oče. Se pravi, tle se zelo jasno vidi, kaj je njegova volja. In pol še po drugi strani imamo pa v pismu Hebrejcem 10:14 tudi tole zapisano. Z eno samo daritvijo je torej Kristus za vselej naredil popolne tiste, ki so posvečeni. Se pravi, na eni strani imamo njegov ukaz, na drugi strani imamo pa tudi že njegovo, kaj naj rečem, njegovo dejanje, ki to omogoča. Se pravi, ni to, da bi se mi sami posvetili ali pa naredili popolne, on nas dela popolne. Se pravi, ne, ko mi z vero vstopamo v to, dejansko to vemo, da to dobivamo. No, in zato nas potem tudi pisec pisma Hebrejcem direktno kliče, da naj stopimo v najsvetejše, da naj stopimo pred prestol milosti, da naj stopimo skozi zaveso k samemu Bogu. Ker imamo to posvečenje in ker ravno zato, da prejmemo milost, polnost Božje milosti, da živimo v Božji svetosti. Se pravi, tukaj smo lahko popolnoma gotovi, da to Bog nam daje, nam je v nekem smislu že dal in da bomo to prejeli, ko to prosimo. Podobno, ne, lahko rečemo tudi molitev za Božjo ljubezen. Vemo, ne, in za Božjo ljubezen do nas, da jo mi sami izkušamo, ker vemo spet, da je to resnica, da je to nekaj, kar nam je dano. Ne. Prav, recimo, pismo Rimljanom 5:8, Bog izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Se pravi, Bog je svojo ljubezen izkazal in to je dejstvo, to je resnica. Se pravi, to je nekaj, ta trdnost v Božji ljubezni.
je nekaj gotovega, tudi potem to je nekaj izkustvenega, ne? Upanje ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. Ne? Se pravi, Sveti Duh kot ta živa izkušnja Božje ljubezni, in to je tukaj izravno, v Rimljanom 5.5 je tole. Se pravi, to je spet nekaj gotovega, za kar lahko prosimo in prejmemo, in enako seveda tudi ljubezen, da jo imamo mi za druge. Ne? Spet, Jezusova ena pravzaprav zapoved je novo, zapoved vam dam, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Tako se torej tudi vi ljubite med seboj. Se pravi, Jezusova zelo jasna vizija za nas je, da ta Božja ljubezen, ki je v njem, da je v nas in gre iz nas ven v svet. Spet, tukaj ni nobenega dvoma, te stvari lahko molimo z veliko vero, z veliko popolno gotovostjo, a ne. Tako kot tam prav, mi ljubimo, ker nas je on prvi vzljubil, to pa Janezovo pismo, 1. Janezovo pismo 4.19, se pravi iz Božje ljubezni v našo ljubezen in ven v svet. To so stvari, ki so jasne v Božji besedi. In zdaj bi šli seveda lahko tlele naprej, ker pravzaprav tega v Svetem pismu ogromno. Ne? In za vse te stvari, ki nam jih Božja beseda tako jasno pove, moramo moliti z vero, ne z dvomom, ali bo mogoče, ali bi mi izkusili Božjo ljubezen, ali pa mogoče bi bili lahko malo posveti. Ne, tukaj se moramo s popolno gotovostjo zanesti na njega, ker edini na ta način damo Bogu čast in ga imamo res za Boga, za vrednega zaupanja, za vero dostojnega. Ne, tako, to je zelo pomembna stvar, da tukaj Boga, da tukaj ne dvomimo. Ne, ker prav, to moramo tudi slišati druga stvar. Če pa dvomimo, če nismo ziher, ne bomo prejeli nič. Pika. Ne, tukaj s tem moramo razčistiti. Tukaj v teh stvarih moramo k Bogu pristopiti res s polno vero, s polno gotovostjo, s polnim zaupanjem. No, da ne bi šli zdaj še na vse druge primere, bi zaključili pri mogoče glavnem primeru, in to pa je ta daljši odlomek v Lukovem evangeliju 11, kjer Jezus pove to priliko o tistem prijatelju, ki je prišel po noč in je nadlegoval drugega prijatelja, da mu nekaj da. Ne? In pol Jezus pravi, no, tudi če mu ne bo dal zato, ker je prijatelj, mu bo dal zaradi nadležnosti. In potem pa še tudi pove, tudi vi, ki ste sicer slabi, znate, ki vas vaši otroci prosijo za nekaj, jim date dobre stvari, jim ne date nekaj slabega. No in tako prav, ne, Jezus, tako bo Oče dal Svetega Duha vsem, ki prosijo. Se pravi, tukaj imamo totalno gotovost, da molitev za Svetega Duha, da bo uslišana. Ne, če prosimo z vero, z gotovostjo. Ne, to je, in seveda s Svetim Duhom nam je pa dano vse. Tukaj, no, napisal sem na blogu en krajši tekst, ki tudi to malo pojasni, da se tukaj ne varamo zdaj, kaj prosimo, ko prosimo za Svetega Duha. Ker ko prosimo za Svetega Duha, če bi prosili samo za Božjo moč ali pa za čudeže, je to seveda, to ni celota tega. Prosimo za vsega Svetega Duha in Sveti Duh je pa najprej Sveti Duh. Se pravi, on je tisti, ki nas posvečuje, ki nas dela podobne Kristusu, ki dejansko Kristusa prinaša, usadi, ugradi, useli v nas. Ne? In se pravi, gre za celoto tega, kar je Kristus. Ampak no, molitev za Svetega Duha ima tukaj zelo, zelo jasno osnovo, da bo vedno uslišana. Se pravi, moramo spet moliti z vero. Sploh, ker je tudi druge, seveda, Sveti Duh je obljubljen. To je obljuba, ki je dana v Novi zavezi na osnovi naše vere, na osnovi našega spokorjenja, na osnovi našega krsta, nam je Sveti Duh obljubljen brez dvoma, brez tudi vsakega, kaj ne rečem, zavlačevanja. To je obljuba, ki je za nas, ki jo moramo enostavno res sprejeti in prevzeti. Se pravi, no, hotel sem tukaj dati samo par primerov tega, kaj res pomeni moliti z vero, kako moliti z vero, da ne dvomimo, ampak da se kompletno naslonimo na Božjo besedo in s tem Boga počastimo, s tem Bogu damo čast in mu izkažemo, da je vreden zaupanja, da s popolno gotovostjo prosimo in prejmemo stvari, za katere prosimo, da jih kompletno zaupamo, da jih že prejemamo, zato ker smo prosili, tako kot je Bogu všeč in ker je Bogu všeč dajati te stvari. Se pravi, no, če povzamem, z vero moramo moliti za stvari, ki so nam obljubljene in ki so nam v Kristusu že dane. In zato pa seveda rabimo Sveto pismo. Takšna je molitev vere.
In se mi zdi zelo pomembno, da to znamo prakticirati, da rastemo v tem in da na ta način prosimo zase, za svoje bližnje, za svoj narod, za druge učence. Molitev vere je kaj naj rečem, ena ključnih stvari v našem odnosu do Boga. Da znamo moliti tako, da ne blebetamo praznih besed, enih takih pobožnih želj, ne izrekamo, ampak dejansko z vero in zaupnostjo gremo k Bogu in po veri prevzamemo stvari, ki jih on hoče za nas, kot so posvečenje, modrost, ljubezen in polnost Svetega Duha.